Boste čedne? Vabim predsednika Republike Slovenije, da ob tej priložnosti z nami podeli svoje misli o dosežkih, ki so v vseh letih zaznamovali Slovenijo in Evropo, ter izzivih, ki so pred nami. Izvolite. Dober dan. Spoštovani gospod župan, župani sosednjih občin, drage opajke in opajci, drage primorke in primorci, spoštovani navzoči. Naj tukaj kot predsednik Republike iz Opatjega sela, iz tega čudovitega kraja na Krasu, pošljem čestitke in najboljše želje ob današnjem mednarodnem dnevu dela, državnem prazniku, vsem našim ljudem, Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu, po svetu, našim državljankam in državljanom, ob 15. obletnici vstopa naše države v Evropsko unijo, pa tudi vsem Evropejkam in Evropejcem. Vsem lep pozdrav iz čudovitega Opatjega sela. Spoštovani gospod župan, preden bom spregovoril o dveh zadevah, o 1. maju kot prazniku dela in delu kot vrednoti in se spomnil našega vstopa v Evropsko unijo, mi dovolite, da se vam najprej iskreno zahvalim, da ste me danes povabili sem na ta kraj. Jaz sem tukaj preživljal otroštvo. Tukaj lučaj stran od tega prizorišča stoji ena hiša, ki nikoli ni bila last mojih starih staršev, ampak v zgodnji mladosti, v otroštvu sem bil tukaj in zrasel gor kot Krašovec. In zdaj, če me Krašovci hočejo ali ne, jaz se imam za Krašovca in sem na to zelo ponosen. Bravo, opajci! Spoštovane gospe in gospodje, danes je mednarodni dan dela. Danes je prazničen dan. Danes praznujemo, se mi zdi, delo kot vrednoto in praznujemo, se mi zdi, tudi družbeno enakost. Ne govorim o egalitarnosti, govorim o delu in družbeni enakosti kot dveh vrednotah, ki držijo pokonci tudi sodobni svet. Če Evropa in svet v 21. stoletju ne bosta znala prav odgovoriti na to vprašanje spoštovanja in vrednotenja dela in zlasti perečega vprašanja naraščajoče družbene neenakosti, nas mora skrbeti. Zato je to vprašanje za našo oblast, za evropsko oblast, za vse, ki želijo mir, varnost, stabilnost in pravičnost v svetu, eno od fundamentalnih vprašanj. Naj iz tega mesta, iz Opatjega sela, izrazim hvaležnost vsem ljudem, ki svojim poštenim delom, svojim prizadevnim delom, vsak dan, marljivo, pripomorejo k temu, da naša domovina napreduje. Brez tega dela, tega napredka ne bi bilo. Seveda, kot je dejal župan in tudi napovedovalka, zelo pomembno je, da imamo tiste, ki vlagajo, ki odpirajo nova delovna mesta. Ampak treba je znati ceniti in spoštovati tiste, ki potem ta delovna mesta zasedajo. Pravim za Slovenijo in pravim za našo širšo domovino Evropsko unijo. Kolikor bolj bomo mi znali, in to ni lahko vprašanje, nasloviti vprašanje družbene neenakosti oziroma enakosti, da dohodkovne razlike med nami ne bodo prevelike, da se bo splačalo delati, da bo delo cenjeno, toliko bolj bomo mi socialno državo in skupnost povezali v eno zelo stabilno skupnost, mirno in varno skupnost. To se mi zdi velikega pomena. In ne torej gre glede prvega vprašanja,
praznika dela in družbene enakosti, tukaj za Opatjega sela naše sporočilo, da je to eno izmed tistih vprašanj, ki se mu velja ves čas posvečati, ne glede na to, kako se skozi čas narava tega vprašanja spreminja. Če in kolikor bomo znali tudi mi Slovenci na svoj način in Evropejci skupaj rešiti to, da se neenakost ne bo povečala, da se bo kvečjemu zmanjšala, toliko bolj si bomo zavarovali mir in varnost. Seveda nista odvisna samo od tega, ampak v osnovi, če ni drugih tveganj varnostnih, je vprašanje družbene enakosti najbolj pereče za vprašanje stabilnosti sodobnih družb. Spoštovane gospe in gospodje, naj v nadaljevanju spomnim vse, da je sinoči, o polnoči, minilo 15 let, kar je naša domovina, Slovenija, postala polnopravna članica Evropske unije. Vstop samostojne države, komaj po ducatu let njene samostojnosti, po lastni volji, ne zato, ker nas bi kdo k temu prisilil, ampak zato, ker smo se tako odločili ljudje na referendumu, v Evropsko unijo gre šteti za enega najbolj pomembnih mejnikov v naši narodovi zgodovini. Vstop komaj ustanovljene samostojne države v Evropsko unijo ni bil odmik od naše želje, da postanemo suvereni, ampak je bil logično nadaljevanje naših stremljenj. Slovenija se leta 1990-1991 ni osamosvojila, da bi ostala izolirana. Osamosvojila se je, da bi kot suverena država bila povezana z drugimi nam primerljivimi evropskimi narodi in državami. Naj spomnim, 8. maja bo minilo 30 let, kar je Tone Pavček, če se boste spomnili, na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral znamenito Majniško deklaracijo leta 1989 in dejal: hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. In nadaljeval: kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z drugimi južnoslovanskimi narodi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. To je bilo leta 1989, pred 30 leti. Takrat smo Slovenci razumeli, da zamisel samostojne Slovenije torej ni povezana s tem, da ostanemo sami in zaprti, ampak odprti in povezani z drugimi narodi. Na plebiscitu 23. decembra 1990 se je 95% vseh, ki so šli na volišča, odločilo za tako samostojno in neodvisno državo. 25. junija leta 1991 smo jo tudi veselo razglasili. 23. marca 2003 je 90% ljudi, ki so šli na glasovanje, glasovalo za naš vstop v Evropsko unijo. In na današnji dan, pred 15 leti, leta 2004, smo postali polnopravna članica Evropske unije. Slovenski jezik, naš jezik, ki ga govorista dobra 2 milijona ljudi, pa je postal uradni jezik Unije, ki združuje skoraj 0,5 milijarde ljudi. Zdaj se pa vprašajmo, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, ali ni to fenomenalen, kolosalen dosežek nekega majhnega naroda, ki je bil dolgo časa na obrobju dogajanj v Evropi, bil celo njihova tarča, pa je postal samostojen, neodvisen, se potem po svoji volji vključil kot suveren narod, suverena nacija, država v to evropsko družino narodov in držav. In zdaj naš jezik, slovenski jezik, govorijo, oziroma če želijo, lahko govorijo tudi drugi, vsekakor pa je njihov uradni jezik, jezik Evropske unije, jezik skoraj 0,5 milijarde ljudi. V tem času, to je sijajen dosežek. V tem času smo postali tudi članica šengenskega območja, postali smo člani evroobmočja. Slovenija danes pripada najbolj povezanemu delu Evropske unije. Zaradi članstva v Evropski uniji smo bolj varni, smo bolj razviti, smo bolj vpeti v najsodobnejše tehnološke in duhovne poti. Lažje in mirno razvijamo svojo posebno nacionalno identiteto.
Nam zato, ker smo skupaj z drugimi narodi, drugimi jeziki, običaji, tradicijami, ni težje. Nasprotno, ker smo varnejši v tej družini, lahko mirno in vestno gojimo in krepimo našo slovensko identiteto. Rekel sem, da sploh ni naključje, da se je o prelomnih globalnih spremembah ob koncu 80 let in v začetku 90 let v Sloveniji skupaj razmišljalo prvič o ideji demokracije, drugič o ideji samostojne države in tretjič o ideji našega življenja v skupni razširjeni Evropi. Takrat in danes so šla ta tri stremljenja z roko v roki skupaj in danes so, spoštovani prijatelji, še vedno zelo aktualna. Rad bi poudaril, danes o 15. obletnici našega vstopa v Evropsko unijo in če mi je dovoljeno tudi na predvečer evropskih volitev, da je krepitev Evropske unije, naše širše domovine v našem nacionalnem interesu. Ne pravim, da brez Evropske unije Slovenci ali Slovenija kot samostojna država ne bi mogla obstati. Seveda bi. Ampak bilo bi manj varno, bilo bi manj predvidljivo, živeli bi v okoliščinah, ki bi bili splošnemu razvoju, tudi socialnemu, vključno z prejšnjim vprašanjem socialne enakosti, manj naklonjeni. Pravim, da je z našim članstvom v Evropski uniji Sloveniji vseh teh zornih kotov lažje. Zato pravim, da je v našem nacionalnem interesu, da ta Evropska unija ne samo obstane, ampak da se tudi naprej krepi. V času, ko se je ta naša širša domovina, Evropska unija, znašla v zastoju, kdo bi rekel, skoraj v eni krizi, mislim, da je v našem interesu, da se potrudimo po naših najboljših močeh, da skupaj z drugimi prispevamo vse najboljše za njen ponovni zagon, za renesanso evropske ideje. In zdaj bi se na koncu skupaj z vami vprašal, kaj pa je pravzaprav ta velika evropska ideja, kaj je njeno bistvo? Ker to ni pomembno samo za življenje v Evropi, ampak je tudi pomembno za življenje pri nas doma, v Sloveniji. Bistvo evropske ideje je, da je med evropskimi narodi in državami treba krepiti tisto, kar nam je skupno. Seveda so tudi stvari, kjer se razlikujemo in te razlike je potrebno spoštovati in upoštevati. Vendar te razlike, ki so in vedno tudi bodo, ne smejo ovirati graditve tistega, kar nam je skupno in kar nam je v skupnem interesu. Bistvo evropske ideje, te velike plemenite zamisli, ki nam že 3/4 stoletja ohranja mir in varnost na tem delu starega kontinenta, je spoznanje, da je kljub številnim razlikam ali pa prav zaradi teh razlik med evropskimi narodi in državami veliko več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas ločuje. Tako je v Evropi in tako je tudi med nami Slovenci. Bistvo evropske ideje je, da nas povezuje, da je tisto, kar nas povezuje, treba krepiti in negovati, tisto, kar nas ločuje, pa moramo paziti, da ne razpihujemo. In kot sem rekel, ta politika, ta pristop do razlik in do tistega, kar nam je skupno, varuje mir in varnost na tem kontinentu že 3/4 stoletja. Ni pa to le garant miru in varnosti, ampak tudi garant socialne blaginje. Mi danes težko ocenimo, kako bi bila zagotovljena socialna varnost v Sloveniji, ki ne bi bila del evropske družine. Ali je kakšno naključje, da si narodi in države, ki niso del Evropske unije, od Zahodnega Balkana pa vse gor do Ukrajine, prizadevajo, da bi enkrat bili? Ni naključje. Velika večina ljudi tam, tistih, ki živijo od svojega dela, ve, da bi bilo v Evropski uniji ne vse kristalno jasno, čisto, brez težav, ampak bi bilo boljše. Na koncu bi rad rekel naslednje. Pred 3/4 stoletja je ta evropska ideja zrasla na pogorišču 2. svetovne vojne.
Tukaj so ljudje med nami, ki se tragedije druge svetovne vojne še dobro spomnijo. Evropska ideja je bila sicer prisotna med ljudmi že prej, ampak potem, ko so Evropejci tistega časa v letih 50-60 videli, kaj sta pustili 2 vojni, so se odločili, da jo uveljavijo. Uveljavili so jo na temelju sprave. Najprej med starimi sovražniki, med Nemci in Francozi. In potem, ko se je videlo, da je mogoče s temi razlikami živeti, da jih je mogoče presegati, da je mogoče krepiti tisto, kar je skupno tradicionalnim tekmecem, celo sovražnikom, se je ta zamisel kot mirovna ideja razširila na vse strani in po letu 2004 smo del te velike zamisli tudi mi. Rekel sem, da je evropska ideja zdaj prišla do nekega zastoja, do neke krize, iz katere se bo povlekla le, če bomo tisti, ki v ta projekt, v to idejo verjamemo, storili vse, kar je v naši moči. Zdaj, ta hip, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, ne gre za vprašanje, kaj bomo od Evrope dobili. Ta hip gre za vprašanje, kaj lahko tej Evropi damo. Gre za vprašanje, kakšne nove sveže zamisli bomo dali evropski ideji, da se povleče iz krize, da doživi preporod in renesanso. Kaj lahko stori vsak od nas, prav vsak od nas tukaj danes, ki je polnoleten, zato, da bi dali ene moči, enega novega zagona evropski ideji. Da gre na volitve, da da Evropski uniji glas. Tisto, kar zdaj Evropa od nas potrebuje, je naš glas. Ne govorim za koga, to se boste odločili po svoji vesti. Ampak če kdaj, potem so te volitve, po 40 letih volitev v Evropski parlament, volitve, kjer mi z našo navzočnostjo, ne glede na to, za koga potem volimo, dajemo evropski ideji, Evropski uniji, naši skupni domovini demokratično legitimacijo. Ne morem povedati, kot nekdo, ki je bil v Evropskem parlamentu, kot nekdo, ki je bil kot predsednik vlade v Evropskem svetu, kot nekdo, ki ima zdaj priložnost delati in sodelovati z drugimi vodilnimi državniki Evropske unije, kako je ta glas, ta podpora evropskemu projektu, ne glede na razlike med nami, glede tega, kako ne gre naprej, pomemben. Morda zdaj živimo glede Evropske unije odločilen čas. Naredil bom torej izjemo ob koncu tega govora in vas pozval, da razmislite o tem, da greste na volitve. Seveda potem se odločite po vaši vesti, ampak dajte Evropi ta glas, dajte ji to podporo. Ta naša široka domovina zdaj le potrebuje od nas eno sporočilo, da je naša, da vidimo v njej našo prihodnost, da vidimo prihodnost za mir, varnost, blaginjo v skupnosti narodov in držav, ki ji pripadamo. In da bi vse, kar bi vodilo stran od tega, vse to ogrozilo. Tukaj imamo otroke v prvi vrsti, 5, 6, 7 let stare. Za nas kot njihove starše, za njihove stare starše, je vprašanje, kakšno dediščino jim bomo pustili. Ni bolj plemenite dediščine od miru in varnosti, ki jim ga lahko zapustimo kot dediščino, če bomo negovali to evropsko idejo. Zato pravim, zdaj smo se znašli v položaju, ko se odloča, ali bo v Evropi prevladovalo tisto, kar nas združuje, ali tisto, kar nas ločuje. Navkljub vsej nepopolnosti Evropske unije. In prav zaradi tega je zdaj čas, da z udeležbo na volitvah tej zamisli damo našo podporo in našo legitimacijo. Spoštovane gospe in gospodje, prosim, uživajmo danes ta čudovit pomladanski dan, praznični dan. Uživajmo ga tudi z vedenjem, da nam je dano živeti ta trenutek svobode in miru, za katerega so si predniki pred nami vedno živeli, da bi ga dočakali ali oni ali pa mi, in zdaj mi ga tukaj uživamo. In da se zavedamo hkrati in priložnosti in odgovornosti, ki nam je dana, da ga ohranimo
tudi za naše otroke in naše vnuke. Naj živi 1. maj, naj živi Slovenija in naj živi Evropska unija.